To so učenci lanskega 4.A. Na vratih razreda teh sošolcev je lani pisalo 4.B. 4. razred podružnične šole Šentilj pa so obiskovali ti učenci. V letošnjem šolskem letu vsi obiskujejo 5.B. V 5. razredu so nas pomešali, zato ker je na našo šolo prišla tudi podružnica in potem, da ne bi samo njih čisto zmešali, so potem verjetno tudi nas. Ker so bili eni poredni, da se naj bi učiteljica dela pač na vse. Oblikovanje novih razredov pa ni prepuščeno naključju. Vsakemu razredu mora biti približno enako število fantov in punc. Potem jih razvrščamo tudi po njihovih sposobnosti, se pravi po učnem uspehu. Otroci predhodno svoje želje napišejo, s kom bi radi bili in tudi to upoštevamo. Pred novim šolskim letom so bili učenci tako malce na trnih, kdo bodo njihovi novi sošolci. Na začetku šolskega leta sem bil žalosten. Mi ni všeč, ker nisem z sošolci, ki sem hotel, da sem. Bala sem se, da ne bom z svojimi prijateljicami in da bom pač sama v enem razredu. Pač, ker še nisem vseh dobro poznala, sem se pač bala, da bom imela kakšne probleme z njimi. Ni mi bilo všeč edino to, da smo izgubili 2 najbolj smešna sošolca. Da imam zdaj drugačen razred, ker mi je bil prejšnji bolj všeč, ker sem ga bila bolj navajena. Zdaj se moramo prilagajati drug drugemu. Mladi iz podružnične šole pa so se poleg novih sošolcev morali navaditi še na novo šolo in vožnjo. Zdaj sem se mogla še navaditi, da imamo tukaj zvonec. Pač zdaj sem se nehala izgubljati. Da imamo vsak podmor, da tukaj je več otrok. Imamo marce, vse je drugače, večja šola. Sem se mogla znajti, kako priti do šole. Spremembe so v življenju nekaj povsem običajnega, lahko tudi lepega.